Evo, posnamimo še en TikTok video za tebe, dragi moj prijatelj, in upam, da boš tokrat pošten do sebe, da si boš pošteno odgovoril na nekatera vprašanja in da boš dobil poštene odgovore, ki si jih zaslužiš. Če bi te zdaj vprašal, da če delaš za nekoga drugega, torej hodiš v službo in vam ta oseba reče, da moraš jutri zjutraj ob 6. uri biti na delovnem mestu, kaj se bo zgodilo? Verjetno se boste tam pojavili. Če vam ista oseba na delovnem mestu, kjer ste se pojavili, reče, da morate danes narediti to in to in to in to, boste seveda to naredili. Ampak, če sami sebi rečete, danes bom začel trenirati oziroma se malce več gibati, pa tega ne naredimo. Če sami sebi rečemo, da bomo začeli bolj zdravo se prehranjevati, bomo začeli vnašati bolj zdravo, kvalitetno hrano v sebe, pa tega ne naredimo. Naj te vprašam, zakaj vsak dan spoštuješ neke tuje pogoje, želje in pa sanje, ne pa svoje lastne? Zakaj vsak dan zadovoljuješ druge, sebe pa ne? In naj te vprašam, kdaj se boš končno zbudil in začel živeti svoje življenje in ne življenje nekoga drugega? Želim samo, da razmišljaš o tem. Nič ni narobe, če hodiš v službo in si tam. Ampak zakaj takrat, ko sam sebi rečeš, da boš to, ono ali tretjo, ne narediš, medtem ko pa vedno narediš, kaj ti reče nekdo drugi? O tem je treba razmisliti. In upam, da boš pošten sam do sebe, ker verjemi mi, ne moreš biti pošten do drugih ljudi, če nisi najprej pošten do sebe. Ne moreš ljubiti drugih ljudi, oseb, če najprej ne ljubiš sebe. Ne moreš spoštovati drugih ljudi, če ne spoštuješ sebe. Ne moreš skrbeti za zdravje drugih ljudi, če ne skrbiš za svoje zdravje. Naj ti bo to jasno, naj ti bo to popotnica za življenje in za naprej. Če pa rabiš pomoč pri tem, pa ti bom z veseljem pomagal.